Dober dan, lepo pozdravljeni vsem skupaj na današnjem webinarju. Sem Marija Rogan-Šik in prihajam iz Primorske gospodarske zbornice, iz točke Spot svetovanje Obalno-kraške regije. Danes si bomo skupaj pogledali v tem kratkem enournem webinarju pregled ukrepov za delodajalce in samozaposlene, kaj je aktualno, kaj ni več aktualno in kaj nas tudi čaka v nadaljevanju. Je sicer trenutek, ko je mogoče precej stanje nedorečeno, ker nekateri ukrepi prenehajo veljati, nekateri so v sprejemanju, ampak bomo skušali nekako predstaviti, kolikor se bo dalo, dovolj jasno. Preden pa začnemo z vsebino, pa bi vas vse skupaj vam dala še nekaj napotkov, glede tehničnih napotkov za sam potek webinarja. Tukaj na tem slajdu vidite tole navodilo, da kolikor boste pač imeli težave z linijo, da ne boste imeli zadostne, lahko torej prekinete, blokirate video predavatelja, kot kaže to ta slika, in torej ohranite samo audio povezavo. In pa glede na to, da smo torej na tehnično preko webinarja, se lahko med sabo komuniciramo preko četa. Vi mene verjetno vidite, jaz vas ne vidim in tudi ne slišim, tako da vaša vprašanja zastavite preko četa, kot vidite tukaj na tem slajdu, na teh navodilih. Jaz upam, da vi vidite vsi slajde, tako da bi prosila mogoče kakšno povratno informacijo, če vidite predstavitev, da vidimo, če lahko nadaljujemo, če ni kakšnih tehničnih težav. Je kakšen, ki mi lahko odgovori, so slajdi vidni ali niso vidni? V chat lahko napišete. Zdaj je naslednji slajd, ker bi začeli potem s prezentacijo. So slajdi vidni ali niso? Mi lahko napišete, prosim, v chat. Aha, lepo se vidi. Torej, jaz upam, da je ok. Dobro, v redu. Torej, predlagam, da gremo torej na današnjo vsebino webinarja. Kot ste bili seznanjeni, bomo pač nekako skušali pogledati skozi te ukrepe, ki so namenjeni za delodajalce v prvem delu. Potem v drugem delu si bomo ogledali ukrepe za samozaposlene in mogoče ob koncu, kot sem že omenila, ker je ravno v pripravi ta tretji korona paket v Republiki Sloveniji, bomo pogledali še nekaj bistvenih ukrepov za delodajalce, torej tisti, ki so v pripravi, zakon pa seveda še ni sprejet. Dovolite mi pa, da mogoče v začetku čisto na kratko samo predstavim torej sistem Spot kot slovensko poslovno točko. Mogoče nekateri ste se že seznanili z nami, smo pa kot del pomembnega podpornega podjetniškega okolja v Sloveniji za podporo podjetjem, malim in srednje velikim podjetjem in pa seveda tudi potencialnim podjetnikom. In kot vidite, je ta podpora razdeljena v 4 nivoje. In tukaj na tem spodnjem delu vidite spot.gov.si. Torej gre za spletni portal in upam, da ste se z njim že seznanili. Če pa ne, pa vam toplo priporočam, da ravno v tem trenutku, ko je precej spreminjajočih se informacij dnevno, tudi vsako uro nekaj novega, da pogledate na ta portal, ker boste dobili tudi precej aktualne informacije. Seveda na tem portalu je tudi ta platforma e-Vem bivši, kjer se podjetja lahko tudi lotevajo določenih postopkov, oziroma preko tega se tudi izvajajo postopki na točkah Spot, kjer lahko s pomočjo referenta opravite postopke ali pa seveda izkoristite ta tretji nivo, torej to je neka nadgradnja, vzpostavljena je mreža 12 regijskih Spot točk, Spot svetovanje, kot se imenujemo, in mi smo tudi ena izmed njih, regijska Spot točka, Spot svetovanje Obalno-kraške regije, kjer pa seveda potem nudimo še dodatne podporo in na vrhu vidite piramide Spot Global, to je pa
predstavlja koordinator te mreže javna agencija Spirit, ki je podjetnikom na voljo tudi pri internacionalizaciji ali pa recimo pri kakšnih večjih investicijah oziroma opravlja številne druge aktivnosti, zato vam tudi predlagam, da si kaj pogledate, torej in pokoristite podporo, ki vam jo ta sistem Slovenske poslovne točke nudi. Torej, obalno-kraška regija, ta naša regijska točka, prihajamo torej 4 podporne inštitucije v ta konzorcij, kot vidite, Primorska gospodarska zbornica, kjer je sedež, in pa še 3 organizacije, Regionalni razvojni center iz Kopra, Območna razvojna agencija iz Krasa in Brkinov in pa Območna obrtno-podjetniška zbornica iz Sežane, in smo tudi tako rekoč 4 svetovalke, ki smo vam potem na voljo za podporo, vprašanja in pomoč. In pa seveda opravljamo številne druge aktivnosti, ki jih tle vidite. Torej, osnovno je tole, da pač pomagamo, informiramo, svetujemo podjetnikom in seveda določene postopke tudi lahko pri nas opravite. Poleg tega pa skrbimo tudi za dodatna znanja podjetij, skrbimo za dodatne kompetence, organiziramo številne webinarje, delavnice. V tem času epidemije smo izvedli kar nekaj takih na temo aktualnih ukrepov z strokovnjaki, ki so potem podjetjem bili v konkretno pomoč in podporo. Seveda skrbimo tudi za mreženje v okolju, povezujemo se vsemi podpornimi inštitucijami, šolami in tako naprej. Torej, mogoče še tole je vredno, da omenim, lahko si ogledate predstavitev, virtualno predstavitev na YouTube kanalu Spota o predstavitvi obalno-kraškega gospodarstva, ki smo ga ravno tako pripravili. In pa še naš sedež, torej na Primorski gospodarski zbornici v Kopru, za tiste, ki pač še se niste oglasili pri nas, torej tukaj nas dobite, naši kontakti, to bo tudi v gradivo, tako da boste lahko nas kontaktirali. Zdaj pa preden bi prešli na vsebinski del, bi jaz vas prosila, da se malo vključite k sodelovanju, predvsem pa da odgovorite slušatelji, udeleženci tega webinarja, ali ste torej samostojni podjetniki, ali ste lastniki gospodarske družbe, ali ste pa zaposleni v podjetju, tako da malo vidim, kdo ste udeleženci, da tudi v tej smeri lahko mogoče določene stvari poudarim. Označite oziroma glasujete pa tako, da poklikate na to, kar vidite na vašem ekranu, torej ali če ste samostojni podjetnik, odklikajte torej ta prvi odgovor, če ste lastnik, dajte ta drugi, ali pa zaposlen v podjetju. Tako da bi vas prosila, če lahko tole zdaj naredite, da potem vidimo malo, kdo ste udeleženci. Upam, da ni težav pri tem. To se pravi, v glavnem, kolikor vidim, nekaj majhen procent ste samostojni podjetniki, nekateri lastniki in pa v glavnem zaposleni v podjetjih. Takole, zdaj bomo pa torej prešli najprej na ta del, mogoče par informacij samo o stanju epidemije v Sloveniji, toliko, da vidimo, kako je ta stvar časovno potekala, ker je s tem bilo vezano tudi na sprejemanje določene zakonodaje. Kot vidite, smo v bistvu, oziroma kot tudi veste, smo epidemijo v Sloveniji razglasili 12. marca, ko smo imeli tako rekoč 131 primerov okužb. Ta slika se je potem ves ta čas spreminjala iz dneva v dan, to ste lahko tudi spremljali po medijih in pa seveda na spletnem portalu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je v bistvu to ves čas spremlja in tudi objavlja te podatke. In mogoče še ta podatek, da na dan 24. 5. smo imeli v Sloveniji 1469 pozitivnih oseb. Nekoliko manjša je bila ta številka na dan 15. 5., ko se je potem vlada Republike Slovenije odločila, da je z odlokom preklicala epidemijo. Torej, ta odlok je bil sprejet, objavljen, začne pa se uporabljati z 31. 5. 2020. In kot boste videli v nadaljevanju, je na ta preklic potem vezano kar nekaj ukrepov, izvajanja oziroma prenehanja določenih ukrepov. Zdaj, kar se tiče ostalih sproščanja ukrepov, po tem datumu 15. maju, ko je bil preklic epidemije oziroma v čas o tem, ker še pač ta preklic se začne uporabljati, kot smo rekli, 31. 5.,
so se začeli tudi sprejemati že določeni oziroma sproščati določeni ukrepi. Tukaj vam moram povedati, da se stanje spreminja iz ure v uro, da je to torej tisti, ki vas kakšno področje zanima, dobro, da pogledate na spletno stran ali to, kot sem prej omenjala, gov.si ali pa na portal NIJZ-ja, torej Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Mogoče nekaj alinej, ki jih je tukaj navedenih, že danes ne velja več, ampak trenutno je dovoljeno zbiranje ljudi do 50 ljudi, seveda ob pogoju, da je možno zagotoviti vse zaščitne ukrepe, predvsem ustrezna razdalja in vse ostalo, kar predpisujejo pravila NIJZ-ja. Zaprte so sicer še zaenkrat te ustanove, kot tukaj navedeno, kinodvorane, gledališča, vendar mislim, da ravno v tem trenutku potekajo aktivne priprave in dogovarjanja za sprejem pravil in da se bo to, če že ni slučajno v teh dneh prišlo do odprtja. Zaprti so še oziroma prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih in pa to, kar je pa mogoče za vas podjetja najbolj pomembno, prepovedano je ponujanje storitev za nastanitvene obrate, torej nad 30 oseb, in pa zaprti so še zmeraj wellness centri, fitness centri, bazeni, diskoteke in tako naprej. In vendar pa kot včeraj slišano na tiskovni konferenci, mislim, da potekajo spet intenzivne razprave, dogovori z predstavniki, no, da bi se naj tudi celo morda že v prihodnjem tednu sprostila tudi te dejavnosti. Tako da tisti, ki vas torej kakšna od teh, ki ste na teh področjih, se verjetno tudi tekoče spremljate te informacije. Torej, mogoče še nekaj informacij o tem premikanju, tudi tukaj, že ta predstavitev oziroma ta slajd več ne drži, ker v času, ko je bilo to pripravljeno, oziroma tudi ravno včeraj je Vlada Republike Slovenije sprejela že nov odlok o pravilih gibanja na meji, torej sprejela je odlok, ki bo, mislim, da danes začne veljati, zdaj to bom malo pokukala tukaj na tale plonkcegelc, ker ga v bistvu nisem uspela vnesti v te slajde. Uvaja se torej 14-dnevna karantena tudi za vse državljane Evropske unije, ki pač ne bodo na nekem posebnem seznamu. Torej vlada bo na podlagi epidemiološke slike v posamezni državi s posamezno državo tehnično dorekla pravila igre vstopa, tako da zaenkrat, kolikor je na tem seznamu samo država Hrvaška brez omejitev, ostale države pa imajo še zmeraj omejitve in seveda obvezna ta karantena, s tem, da so pa seveda določene izjeme. In teh izjem je kar nekaj, tako da predlagam, da si ogledate ta odlok, če ste med temi, ki vas zanima kakršnakoli potovanje kamorkoli, tako da dajte se tudi to pozanimati, ali pa če pričakujete kakšnega poslovnega partnerja, seveda pa so izvzeti iz tega delovni migranti, kot že do sedaj, prevozniki in pa na novo tudi lastniki zemljišč v Sloveniji in pa tisti, ki imajo rezervirane turistične nastanitve. Torej to je zdaj ta nov odlok, kot rečeno včeraj sprejet in pa danes bi naj začel veljati. Je objavljen že v Uradnem listu, tako da predlagam, da si potem tudi malo bolj to pogledate, je pa prav, da tudi to omenim. To je to, kar je vezano na prejšnji odlok, torej ta slajd zdaj moramo pozabiti. Kot rečeno pa mogoče še ta informacija, če se vrnem nazaj na ta slajd, vsa pojasnila in primeri pa so objavljeni tudi na spletni strani policije, tako da če vas karkoli konkretno zanima, je prav dobro tudi pogledati in se pozanimati na tej spletni strani. Tako, zdaj pa, da preidemo k tem našim ukrepom. Torej, Slovenija je v bistvu v času epidemije svoje sprejemanje ukrepov usmerila na več različnih področij oziroma z zasledovanjem določenih ciljev in mi si bomo danes nekako pogledali bolj te kot tukaj izpostavljene ukrepi za ohranjanje delovnih mest, ukrepi za izredno pomoč samozaposlenim in pa ukrepi za ohranitev delovanja podjetij. Torej, verjetno ste se že vsi srečali s temi zakoni, ki so tukaj navedeni. To so zakoni, ki so, bom rekla, nekako najbolj urejali to, kar je tudi tematika današnjega pogovora, je pa poleg tega seveda bilo sprejetih še kar nekaj
drugih zakonov, tako da, ampak tega tukaj ni vse niti navedenega. Prvi zakon je bil ta zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ZIUPP smo ga poimenovali. Zdaj bom tako rekla, so navedeni, čeprav nekateri bodo ravno kar prenehali, ampak samo navedeni so tukaj, tako da gremo malo skozi, da boste videli, kaj preneha in kaj potem bo še iz posameznega zakona lahko treba spremljati, ker bo še v veljavi. Tukaj je ena napakica tiskarska, ta veljavnost je do 30.9. tega prvega zakona, tako da vam pokazala, tukaj je torej 30.9. Potem je bil ta drugi zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic, ki je začel veljati 11.4. Tukaj, kot vidite, je tudi opozorjeno, da so določeni ukrepi začeli veljati za nazaj že od 13.3. In pa seveda ta zakon je bil kasneje tudi noveliran, sprejet konec aprila in začela je ta novela potem veljati s 1. majem, ker so se pač delali določeni popravki, določene nejasnosti so se razjasnjevale in tako naprej, so se pa prav tako v tej noveli določeni členi vrnili oziroma začeli uporabljati od 13.3. dalje. In pa to je še en zakon, tle kot zadnji naveden iz prvega paketa, če tako poimenujemo, ki je pa urejal potem predvsem to področje torej prestavitve termina za oddajo davčnih obračunov, predvsem na področju davčnih vsebin. Torej, zdaj predlagam, da oziroma gremo na ta prvi sklop ukrepov za delodajalce. Torej, tukaj najpomembnejši ukrepi za delodajalce, ki so trenutno do 31.5. še v veljavi, so ta povračila nadomestila za plače, v dveh primerih, to je za čakanje na delo iz poslovnih razlogov ali pa zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile. Potem naslednji ukrep je oprostitev plačila prispevkov vseh za delavce, torej, ki so na čakanju na delo iz obeh razlogov, ali zaradi poslovnega razloga ali zaradi višje sile. In potem je ta tretji ukrep, krizni dodatek z oprostitvijo prispevkov, torej pokojninskih prispevkov. Ta je bil pa namenjen oziroma trenutno v teku do 31.5. za delujoče delodajalce, torej za delavce, ki so bili na delu. V nadaljevanju bomo potem malo prešli skozi posamezni ukrep. Zdaj tukaj bi spet vas malo povabila k sodelovanju in sicer bi vas povprašala, če mi malo poveste, ali ste mogoče določen ukrep že izkoristili od teh navedenih, tako da bomo malo videli, kako ste kot podjetja, delujoča podjetja, ali ste se kaj vključevali v te ukrepe, tako da vas prosim, če lahko odgovorite, ali ste koristili katerega izmed ukrepov, torej čakanje na delo od doma iz poslovnih razlogov ali recimo ukrep čakanja na delo zaradi višje sile, ali pa ste bili tisti, kjer so vaši delavci delali, ali bodisi od doma ali v pač podjetjih in ste izplačali krizni dodatek in bili sočasno upravičeni prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Bi prosila, če lahko tudi tokrat odgovorite. Torej večina, precejšen odstotek je čakanje na delo od doma iz poslovnih razlogov, to je tudi nekako najbolj zaželjen in dobrodošel ukrep, ki smo ga imeli, in pa nekaj ste izplačali tudi pod tretje in čakanje zaradi višje sile pa je bilo majhen procent, torej 9%. Dobro. Torej, hvala za vaše povratne informacije. Torej, v nadaljevanju zdaj poglejmo recimo to preglednico, kjer sem nekako skušala vam prikazati te ukrepe, katere sem vam prej omenila, kdo so upravičeni delodajalci in kdo niso. Torej, vrsta ukrepa oziroma opis ukrepa, govorili smo o povračilu nadomestila plače zaradi delavcem na začasnem čakanju na delo ali zaradi odsotnosti iz razloga višje sile in sočasno oprostitev plačila prispevkov, torej vseh prispevkov
pri izplačilu nadomestila plače. To je v bistvu en ukrep in potem naslednji ukrep je povračilo nadomestila plače v primeru karantene. To je bil tudi dodatni ukrep. In vsi ti ukrepi so dejansko v bistvu so potekali postopki preko Zavoda za zaposlovanje, to si bomo potem v nadaljevanju malo pogledali. Tukaj so še pač določene te informacije, kakšna je bila oprostitev, do katere višine in tako naprej, tako da to gradivo boste tako dobili, pa verjetno, če ste že to koristili, tudi to poznate, tako da te podatkov zdaj niso toliko pomembni. Mogoče samo še ta druga kolona je zelo pomembna, torej kdo so upravičeni delodajalci, ker tudi tukaj je bilo kar nekaj popravkov, tudi predvsem ta drugem delu, druga zakonodaja je potem to popravljala in so se bistveno spremenili ti kriteriji, torej zdaj je v tem času velja, da je delodajalec da je pač upravičen delodajalec do teh ukrepov, vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, kateremu bo torej upad prihodkov večji kot je 10% v primerjavi s prejšnjim letom, torej na primerjavo na leto 2019. Zdaj tukaj so potem pač opredeljene tudi te izjeme, vkolikor podjetnik ni posloval v celotnem obdobju leta 2019 oziroma tudi v 2020, se potem ti prihodki preračunajo na povprečje mesečnih prihodkov glede na obdobje poslovanja in se potem dela primerjava. Zdaj torej, tukaj je treba, to so ocene delodajalca, ki se potem odloči za te ukrepe in vkolikor bo potem delodajalec ob oddaji davčnih obračunov za leto 2020 ugotovil, da v bistvu ne izpolnjuje teh kriterijev, bo pač ta sredstva, ki jih je pridobil, vrnil v celoti, s tem, da seveda, če bo izpolnil obveznost v predpisanem roku, ki bo izdana z odločbo, bo to seveda brez kakršnihkoli zamudnih obresti. Na tretji koloni so potem tisti uporabniki oziroma, pardon, delodajalci, ki niso upravičeni, tukaj noter so v glavnem neposredni ali posredni uporabniki, torej proračuna Republike Slovenije oziroma občine, s tem, da je bil dodatni pogoj, da delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019, ki je bil višji od 70%. Pa še tudi ta člen je bil potem noveliran, torej delodajalci, ki upravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, torej ta skupina K po SKD-ju, in tukaj so dodatno dali potem še ta pogoj, ki imajo več kot 10 zaposlenih na dan 13.3. In pa seveda tudi ta tuja diplomatska predstavništva, konzulati in tako naprej. Torej, to je ta prvi sklop ukrepov, ta drugi sklop ukrepov za delodajalce je ta delna oprostitev prispevkov za zaposlene v sektorju, ki delajo, torej govorimo o tem oprostitvi prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na izplačane plače in pa seveda sočasnem izplačilo kriznega dodatka. Torej ta dva ukrepa sta med sabo povezana in tukaj ni nobene posebne vloge, kot vidite na tem slajdu pri postopku, torej se to uveljavlja na podlagi obrazcev in v bistvu ni posebne procedure, posebnega postopka. Torej, upravičenci so vsi zasebni delodajalci, ki so oproščeni za plačilo prispevka, torej za katerih delavci so potem v bistvu v času epidemije delali. In spet neupravičeni so neposredni in posredni uporabniki proračuna in spet tudi dejavnost zavarovalništva je izvzeta in pa konzularna in diplomatska predstavništva. Torej, v nadaljevanju je ta mesečni krizni dodatek opredeljen, ki se pač je ob sočasnem, torej oprostitvi prispevkov za PIS izplačal delavcem pa v višini 200 evrov, vkolikor so poslovali oziroma, pardon, vkolikor so delali cel mesec, vkolikor so delali pa le določene ure, pa se je ta krizni dodatek izplačilo preračunalo na tiste ure, za katere so pač opravljali delo. Torej,
Mogoče še ta zadnji ukrep, ki je pa namenjen delavcem, kot vidite tukaj spodaj, tisti, ki so izgubili delo v času epidemije, pa recimo po zakonu o urejanju trga dela ne bi bili upravičeni do nadomestila, je torej ta interventni ukrep omogočil, da so lahko ti delavci, ki so izgubili delo v tem času, se prijavili na zavodu in pridobili potem začasno nadomestilo v višini 513 evrov bruto mesečno, s tem, da so se pač prijavili v evidenco in so potem bili upravičeni do tega nadomestila. Torej, zdaj, kot sem prej omenila, ta ukrep povračila nadomestila za čakanje na delo, ki ste ga tudi kot slušatelji označili, da ste ga največ koristili. Verjetno to poznate. Ta slajd sem pustila noter, zato ker en del tega se bo zdaj tudi nekaj nadaljevalo, ampak da boste videli, te datumi za vas zdaj v tem trenutku več niso pomembni, ker so itak mimo. Pomembno je to, da se bodo zdaj povračila od 1.6. dalje obravnavale po zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, to je ta ZIUPP, ki je bil ta prvi sprejet, s tem, da seveda pod drugačnimi pogoji. Torej, to bomo si pa potem tam v nadaljevanju pogledali še v eni preglednici. Pomembno je le, da veste, da je potrebno kot delodajalec, vkolikor se boste odločili, da boste dali delavca na čakanje, seveda, če boste izpolnjevali pač predpisane pogoje, ki bodo veljali zdaj malo drugačni, najpozneje v 8 dneh, ko mu izdate pisno torej napotilo na čakanje na delo, v 8 dneh morate oddati preko tega portala za delodajalce še vlogo. Če niste registrirani, se še to morate registrirati, tako da to je prav, da se tudi pravočasno potem pripravite. Odsotnost zaradi višje sile, to je ukrep, ki se nam tudi izteka, torej tle je pogoj enak, kot je za vse ostalo, torej da vsak delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz tega 22. člena, pomeni, da ne sme biti da mora biti upad prihodkov za več kot 10% in seveda tukaj mora biti tudi izjava, da delavci dela ne morejo opravljati zaradi razloga višje sile. Torej, kaj je razlog višje sile, je tukaj navedeno. V tem času epidemije je bilo teh primerov kar nekaj, torej obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol, zaradi pač nekih drugih objektivnih razlogov vezani na epidemijo, nezmožnost prihoda na delo, ker je bilo določen čas tudi ukinjen javni prevoz, ali pa zaradi prihoda na delo zaprtja mej. Tudi tukaj je bilo kar nekaj primerov, ki so potem lahko koristili ta ukrep za nezmožnost prihoda na delo oziroma zaradi višje sile. Tako, zdaj to je, kar se tiče tega, mogoče še zdaj tle tako, karantena, to se pravi, kadar je delavec dobil odločbo Ministrstva za zdravje, da mu je bila odrejena karantena, je delodajalec zanj prav tako lahko torej vložil vlogo za povračilo nadomestila. V tem času je delavcu pripadalo 80% nadomestilo, mu pa je v bistvu vloga je šla spet postopek preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, preko tega portala za delodajalce in strani države je dobil v bistvu 100% povrnjeno teh 80% nadomestila. Torej tukaj je ta proceduralna zahteve v 8 dneh od ustne seznanitve in potem seveda je bila nujno potrebna torej tudi odločba, ki je bila kot dokazilo, torej tisti, ki te odločbe niso imeli, pa so bili kakorkoli zaradi meje nefunkcionalni, so šli torej, če se vračam nazaj na slajd, zaradi višje sile. Tako da to karantena je pa posebno poglavje. Še en ukrep, ki je bil uveden, pa tudi z novelo oziroma z drugim paketom korona zakonodaje,
in sicer to so bolniške, ki so v bistvu od 11.4. Se torej lahko uveljavlja delodajalec pravico do nadomestila plače, torej refundacije, ki gredo v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje, že od prvega dne začasne zadržanosti od dela. Gre pa seveda kadar gre zaradi bolezni ali pa nesreče pri delu. Ta ukrep je veljaven do 31. maja in pa velja tudi za samozaposlene, je pa v bistvu poseben zahtevek preko ZZZS-ja. Zdaj, na koncu, tako, ko smo prešli vse te ukrepe, v katerih sem pač vam želela povedati, bi pa zdaj mogoče skozi to preglednico, zelo težko vam povem, je dejansko predstaviti to zadevo v trenutku, ko se zakonodaje med sabo en del prekrivajo, ena bo prenehala, bo začela veljati druga, eni ukrepi so v nastajanju in bodo povsem drugačni, tako da je prav majhna rahla zmeda in kakšenkrat smo dejansko vsi tisti, ki se s tem ukvarjamo, enostavno več ne veš, koga bi vprašal in dobil točna pojasnila, zato pač poskušamo nekako se povezovati z vsemi inštitucijami, ki so vpletene. No, tako. Zdaj tukaj v tem spodnjem delu slajda, ki je svetleje obarvan, je to, kar bi zdaj naj nekako še bilo v veljavi na podlagi na podlagi prvega zakona interventnih ukrepov na področju plač in prispevkov. Ta, ki je bil prvi sprejet in je dejansko velja do 30.9. za določenimi ukrepi. To, kar je pa zgoraj, vam bom torej to, kar je pa v teh zgornjih preglednicah, pa je to, o čemer sem zdaj govorila, pa se bo v bistvu z 31.5. prenehalo. Torej, osredotočili se bomo samo še na ta del, junij, julij, avgust, september, kar naj bi torej veljalo po ZIU-UPP-ju. In sicer nadomestilo, torej država vam bo lahko povrnila nadomestilo plače za delavca, ki bo na čakanju na delo, kot vidite od prvega bruto in tudi maksimalni znesek je določen, to je ta maksimalni znesek nadomestila za primer brezposelnosti v tej višini, torej v višini 40% od izplačanega nadomestila. Nadomestilo delavcu pripada, smo rekli, v višini 80%, država bo primaknila 40–60%, od tega 80% nadomestila bo bremenilo delodajalca. Torej, v tem obdobju bo v veljavi tudi karantena, ki, kot smo rekli, gre za nadomestilo v višini 80%, spet ob pogoju, da je odločba Ministrstva za zdravje in gre preko vloga preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, preko portala za delodajalce. Tukaj pa zdaj so bistveni pogoji, ki veljajo, in tukaj bodite pozorni na te pogoje, ker so v bistvu zdaj drugačni pogoji, kot so veljali torej po ZIEZUP-u. Torej, ti pogoji po novem bodo, da v obdobju vključenosti delodajalec ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov, ne sme odrejati nadurnega dela in pa to pravico do delnega povračila nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo lahko uveljavljate torej le enkrat in največ za 3 zaporedne mesece. Tudi ta omejitev je noter in upravičenost torej do delnega povračila pa traja najdlje do 30. septembra. Pomembno je tudi to, da je upravičen delodajalec tisti, ki bo na podlagi opisa poslovnega položaja ugotovil, da pač zaradi poslovnih razlogov začasno ne more zagotoviti dela hkrati najmanj 30% delavcev. Potem je tudi pomembno to, da je tukaj ena dodatna omejitev oziroma dodatni pogoj, da delodajalec predloži pisno izjavo, s katero se zaveže, da ohrani delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delo najmanj 6 mesecev, torej po začetku začasnega čakanja na delo.
Tako da to so kar drugačni pogoji in je treba potem ob 1.6. pač upoštevati to, kar je ta ZIUP pač prvotno predvideval. Tako, zdaj nekako smo šli skozi te ukrepe, ta prve ukrepe za delodajalce, ki so bili na voljo. Kot vidite, se ta zadeva precej poslabšuje, postala zelo, dosti manj ugodna za delodajalce. Nekaj se sicer pripravlja tudi v tem ta novem tretjem paketu, boste videli, vendar zelo pač manj ugodno, no. Bi pa zdaj prešli potem na ta drugi sklop, ker bi mogoče še na kratko predstavili te ukrepe za samozaposlene. Pa bi spet mogoče vas malo povabila k sodelovanju, če mi lahko poveste oziroma odgovorite na vprašanje, ali ste koristili katerega izmed ukrepov za samozaposlene. Tako da vidimo, če je mogoče bilo tudi med vami kaj takih, ki ste ta ukrep koristili. Bi prosila vas, da se opredelite do vprašanj. Bi prosila za rezultate, če so glasovi že. Oziroma vaši, oprostitev plačila prispevkov, aha. Dobro, torej, kar je glasovanja bilo, je v glavnem oprostitev plačila prispevkov. Takole, zdaj gremo torej si zdaj pogledati te ukrepe, katerih so bili deležni samozaposleni. In sicer tukaj je ta prvi zakon predvidel odlog plačila prispevkov. V nadaljevanju s popravki oziroma z novimi sprejetimi zakoni pa so potem bili samozaposleni deležni dodatnih ukrepov, in sicer oprostitve plačila prispevkov, oprostitve plačila akontacije dohodnine, ta je mislim, da bil tudi že v prvem paketu, in pa uveden oziroma kot ukrep je bil tudi opredeljen ta možnost univerzalnega temeljnega dohodka, mesečnega temeljnega dohodka. Upravičenci, torej tudi tukaj se je to skozi vso to zakonodajo, ki smo jo prej omenjali, spreminjalo. Prvotno je bil ta krog upravičencev zelo ozek, ker naj bi se pod samozaposlene smatrali samo tisti, ki so v bistvu 100% zavarovani na podlagi samostojnega podjetnika oziroma drugega samozaposlenega, to so lahko tudi kakšni drugi statusi kot samozaposleni. In pa seveda tudi ta prag upada, oziroma takrat je bil čisto drugačen, zdaj je pa enako, kot smo ga to že predstavljali v prejšnjih ukrepih. Torej tudi tokrat so upravičenci tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10% glede na leto 2019, in enako kot pri prej povedano, se potem v primeru, kolikor niso poslovali celo leto, se to potem preračuna na mesečne prihodke v primerjavi z prejšnjim obdobjem, oziroma če v letu 2019 sploh niso, se potem gleda poslovanje pred 12. marcem za te mesece. Tako da tudi to je bilo vse skupaj s popravki uvedeno, ker v samem štartu je bilo to zelo nejasno in tudi se je pojavljalo veliko vprašanj, ker se je potem naknadno torej z novimi zakoni in pa z novelo razjasnilo in so bile stvari potem dovolj jasne in tudi krog upravičencev se je razširil. V tej tabeli si bomo pa zdaj tole mogoče malo bolj pogledali, tako da vidite torej temeljni dohodek, kdo je bil upravičen in pa kako je to potekalo. Torej tukaj je bil postopek kar precej enostaven, ena izjava preko e-davkov je bila predvidena oziroma je, no, še zmeraj, in so jo upravičenci, tisti, ki so se odločili, potem vložili, odkljukali in odposlali na FURS. Lahko so to delali sproti ali za določena, ali pa tudi recimo, kot vidite tukaj v tej koloni, čakajte, vam bom
poskušala pokazati, mam je zdaj tale miška ušla. Torej, oprostitev plačila prispevkov lahko še vložite v tem trenutku, ker je ta rok 31.5. So pa potekli tako rekoč že vsi roki za univerzalni temeljni dohodek. Tukaj je bil rok skrajni podaljšani ob sprejemu te novele potem do 9.5. Prispevke pa, kot rečeno, za oprostitev, vkolikor bi se odločili, lahko še vložite to vlogo. Torej, tukaj so samostojni podjetniki oproščeni vseh oziroma vsi samozaposleni, kot vidite, sem sodijo tudi verski uslužbenci, kmetje in pa družbeniki, ki so hkrati tudi poslovodje in so seveda zavarovani na podlagi 0,40. Tudi to so opredeljeni kot samozaposleni. Torej, tudi ta ukrep se žal izteka z 31.5. in ga ni na predvidenega. Tudi temeljni dohodek, je pa, kot rečeno, tukaj spet pogoj tistega prihodkovni pogoj, vkolikor boste ne izpolnili, ta pogoj boste potem v obdobju, ko boste oddajali davčne obračune, seveda spet ugotovili ta upad prihodkov in vkolikor ne boste izpolnjevali kriterija, boste potem plačali oziroma vrnili ta sredstva, ki so vam bila dodeljena. Sem tukaj mogoče še, sem sicer že prej omenila, da je na razpolago tudi ta ukrep veljal za samozaposlene, za podjetnike, razen, ja, tudi za samozaposlene, no, torej, da je bolniška bolezen, zaradi bolezni ali poškodbe bila, v bistvu gre v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje od prvega dne, torej ta ukrep pa je tudi za samostojne podjetnike veljal od 11.4. pa do konca maja, zdaj tudi to se izteka. Torej, kar ostaja za samostojne podjetnike oziroma samozaposlene, torej, ker je to širši krog upravičencev, je ta odlog plačila prispevkov, ki je bil tako rekoč uveden z prvim zakonom o interventnih ukrepih in je torej avtomatski, torej pripada vsem, ki so samozaposleni. Tukaj je edino treba paziti na to, da govorimo o samozaposlenih, ki nimajo drugih zaposlenih. Tukaj so bili samozaposleni, ki so lahko imeli tudi zaposlene, v tem odlogu plačila prispevkov pa je pogoj malo drugačen. Torej, govorimo o tistih, ki nimajo samozaposlenih. Izvede se torej ta avtomatično in to pomeni, da se lahko ti prispevki, torej se odložijo brez poteka zamudnih, mislim, da bi tekli zamudne obresti, lahko pa jih potem pač posameznik plača najkasneje do 31. marca 2022. Ali naenkrat ali v obrokih, torej ne bo pa plačeval zamudnih obresti. Ja, mogoče še te zneske, to ste itak videli, kakšni so bili ta temeljni dohodek, ampak se pravim, tole zdaj se je izteklo in tako da v tem trenutku morda pa še tudi ta informacija, tudi če se ukrepi iztekajo, ne vemo, kaj nas čaka v prihodnosti, morda pa bo dobrodošla informacija tudi pol v nadaljevanju, morda se bodo kakšni ukrepi ponovili, to bomo pač videli, saj smo v bistvu vsi precej ne vemo, kaj nas čaka v prihodnje tudi na tem področju. Tukaj še nekaj ukrepov na področju davkov in sicer to so v bistvu oprostitve plačila akontacije dohodnine. Ti dve akontaciji sta v bistvu bile oproščene, torej nista zapadle v plačilo in pa seveda je možno tudi določene vloge vložiti preko na FURS glede znižanja predhodne akontacije. To zdaj tisti, ki to malo bolj poznate, verjetno veste, da je to itak možno in da se lahko tudi odlog plačila davka zaprosi. Tako da to so dodatni neke možnosti za tudi samostojne podjetnike. Akontacije pa seveda so bile tudi ukrep, ki velja tudi za gospodarske družbe.
Zdaj pa mogoče še ob koncu, da preidemo na ta del, kar je zdaj nekako v pripravi. Torej pripravlja se, kot ste verjetno že seznanjeni, ta tretji korona paket in sicer zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic in odpravo posledic epidemije. Šel je skozi, oziroma sprejet je bil na vladi in mislim, da je zdaj v teh dneh dan v obravnavo Državni zbor. Zdaj kaj in kako bo na koncu išlo, vse tega vam žal ne znam povedati, nekako sem pa pripravila samo nekaj teh bistvenih, torej teh bistvenih ukrepov, ki bi recimo naj bile v pomoč. Pričakovali so pa delodajalci sigurno, mislim, predvsem podaljšanje tega ukrepa za povračilo nadomestila, ki sicer je vključen, ampak kot boste videli zelo omejeno in pa tudi samo za en mesec, tako da dajmo si zdaj pogledati, če to. V bistvu ti ukrepi, ki so v pripravi, predlog zakona je kar obsežen, tako da se nanaša pač tudi na druga področja. V bistvu, kar je pomembno za delodajalce, je to, da se uvaja delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa. Torej, od države boste lahko dobili subvencijo do 50% delovnega časa delavca, to je do 20 ur na teden maksimalno. Torej, obveznost, ki jo delavec mora opraviti, je vsaj 20 ur. Tukaj se opravičujem, ker mi je ta en odstavek velja za naslednji ukrep, ki ga bomo v nadaljevanju pogledali. Torej, govorimo zdaj o koriščenju te subvencije. Je pa tukaj osnovni pogoj, kot vidite, da lahko koristite to subvencijo, da delodajalec najmanj 10% zaposlenih ne more zagotoviti 90% dela, torej teh 36 ur na teden. Ta ukrep je možno koristiti od 1.6. dalje pa do konca leta, tako predvideva zdaj predlog zakonodaje. Govorimo torej o predlogu zakona. Jaz sem tukaj, sicer nisem navajala teh zneskov, ki jih ta subvencija predvideva, torej tukaj ne bo odstotkovno, ampak se bo dala subvencija v nominalnih zneskih od minimalno 112 evrov, glede na seveda na čas dela na delavca oziroma čas koriščenja krajšega in pa maksimalno do 448 evrov. To so zneski, ki so v zakonu predvideni za izplačilo kot pomoč delodajalcu, ker namen je ta, da se delovno mesto ohrani, torej da delavec, kolikor to seveda delovni proces oziroma narava dela omogoča, da je pač delavec dela skrajši delovni čas. Veliko je bilo to tudi v medijih predstavljeno, tudi po vzoru nekaterih evropskih držav, predvsem Nemčije, se je potem tudi država odločila za ta ukrep, zdaj kako in kaj bo pa učinkovitost tega ukrepa, pa bomo videli pač v nadaljevanju. Torej, ta subvencija se uveljavlja za mesečno, za pretekli mesec, dokler se pač pogoji izpolnjujejo in pa tukaj se izpolnjevanje pogojev dokazuje s pisno izjavo in seveda ta ukrep je torej pa združljiv, torej delavec, ki bo delal krajši delovni čas in bo en del na čakanju, bo lahko hkrati koristil tudi ukrepe oziroma se bo prijavil v evidenco iskalcev zaposlitve in se bo vključil v tiste ukrepe. Tako da ta dva ukrepa sta pa združljiva. Torej, to je zdaj pa ta ukrep, ki smo ga kot omenjeno pričakovali, da se bo nadaljeval za vse delodajalce, kot vidite tukaj delno povračilo nadomestila plače, delavce na začasnem čakanju. Predvideva ta tretji korona paket le za določene branže oziroma za delodajalce na področju turizma in gostinstva. V zakonu so opredeljene prav torej šifre dejavnosti, za katere je to namenjeno, tako da tisti, ki vas to zanima, vam predlagam, da si prav na tisti spletni strani pogledate, katere dejavnosti bodo prišle v poštev.
Tudi prevozništvo je noter in še nekatere šifre, zdaj nisem si tega tle izpisala, ker pravim, zadeva je itak v pripravi in mogoče lih samo toliko, da veste, kaj nas čaka. Zdaj tukaj višina delnega povračila nadomestila plače se torej tudi spreminja, ker bo torej 80% povračila od 80% nadomestila. Torej ne bo več 100%, ampak je predvideno 80%. Tako da je tudi ta zadeva malo manj ugodnejša. Omejena je na ne manj kot minimalno plačo in spet na maksimum, torej ne več kot višina najvišjega zneska denarnega nadomestila. To je torej to v tem primeru in pa ukrep, kot omenjeno, se podaljšuje oziroma ne niti podaljšuje, uvaja do 30.6., tako je v predlogu zapisano. In pa seveda je tudi tukaj noter ta dikcija, ki je bila v prejšnjih paketih, da se v bistvu delavec lahko v tem času vrne do 7 dni na delo v tekočem mesecu. In pa seveda ta ukrep pa ni združljiv torej z ukrepom delnega povračila, skrajšanja polnega delovnega časa in pa to povračilo nista vzdržljiva ukrepa. Tako da tukaj delodajalci se pač morajo odločiti, kaj bi v primeru izbrali, kaj je za njih mogoče bolj ugodno. In kdo so upravičeni delodajalci? Spet enako, kot je bilo to v teh ukrepih, ki se iztekajo. Torej, upad teh prihodkov spet opredeljen kot 10% v primerjavi z letom 2019 in pa seveda potem spet sorazmerno, če je upravičenec posloval manj, se to spet preračuna na povprečne mesečne prihodke. In pa kot ta zadnji, ki bi ga tukaj jaz izpostavila v tem predlogu, je pa torej ta ukrep oziroma, ki pa je v bistvu namenjen mogoče kot delodajalcem določenim, tisti, ki v tej branži delujejo, da bodo lahko pričakovali torej nekako zagon poslovanja, sicer pa je namenjen torej državljanom Republike Slovenije in sicer gre za te bone, dodelitev vrednostnih bonov, ki bodo torej v e-obliki in sicer za osebe starejše od 18 let bo to v vrednosti 200 evrov, mlajši pa je predvideno v višini 50 evrov. Torej ti boni se bodo lahko uporabili do 31. decembra 2020 in sicer je navedeno, kje, to je za nastanitve z zajtrkom v pač teh nastanitvenih obratih, kjer jih je tudi predlog zakona navedel z šiframi SKD dejavnosti. Tako da to je to, mogoče ta slajd, kjer lahko še vidite, katera področja še vključujejo ukrepi v pripravi tega tretjega korona paketa. Pravim, zadeva je zdaj v sprejemanju oziroma v obravnavi, tudi vsi ekonomsko-socialni partnerji se vključujejo v to, kaj bo na koncu sprejeto in kako bo v izvajanju, bomo pa potem seveda videli v nadaljnjih, verjetno naslednji teden, govor je, da naj bi bil zakon sprejet že ta teden. Tako da, kot rečeno, spremembe so ne dnevne, ampak iz ure v uro, tako da nejasnosti ali pa dilem je kar veliko in pač razumemo, da ste delodajalci, sodelodajalci pred dilemami, vprašanji ali tudi, ko smo recimo, ko so se obračali v tem času uveljavljanja teh ukrepov, ki se zaključujejo, dostikrat prosili za nasvet, kaj se odločiti, zelo težko je to svetovati, ker pač vsak posamezni primer, sploh pri teh manjših podjetnikih se je to pogosto pojavljalo, da pač se mora sam odločiti, ker enostavno ne poznaš niti toliko poslovanja, da bi lahko nekomu potem res rekel, glej, odloči se tako, ne. Tako da zdaj, glede na to, da nekako smo šli skozi to vsebino, bi jaz malo zdaj pogledala na ta naša vprašanja, nekaj vprašanj je prišlo, pa mogoče, da prelistam.
To se pravi, glede na to, da je bila preklicana epidemija 15. maja, ostaja veljavna posledica, veljavna vsa povračila do, ali se bodo povračila preračunala samo do polovice. Torej, preklic epidemije je bil 15. maja, ampak uporaba tega se začne z 31.5., tako da v bistvu maj je v celoti še upravičen, kar se tiče povračil. Bolniška, če se delavec okuži na delovnem mestu, velja to kot delovna bolezen ali navadna bolniška. Zdaj, delovna bolezen, ne vem, če obstaja sploh po klasifikaciji teh bolezni. Tukaj je ponavadi tako, da v bistvu zdravniki so potem tisti, ki označijo oziroma v bolniški list tudi vpišejo. Pogosto je bilo tako, da torej, kar smo imeli primere, so v glavnem na koncu dobili bolniški list za boleznjo, mislim, da je nič ena, ali koliko je že tista klasifikacija. Tako da je pa dejansko od 11.4. še velja to zdaj, no, v tem do konca maja, v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Zdaj, ali je bolezen, ne, razen pač, če bi bila, pravim, delovne bolezni, mislim, da ni, edino poškodba na deloma, to pa ni, ne, ker se potem različno nadomestilo izplača, tako da. Glede glavne dejavnosti, ki so določene, mi se ne spadamo notri, ampak se ukvarjamo z nastanitvami in smo v registru nastanitvenih obratov, a bomo upravičeni z boni in novim zakonom. Ja, to se pravi, tukaj mi je malo sicer čudno, kako ne sodite noter, če se ukvarjate z nastanitvami. Aha, glavna dejavnost, imate kaj drugo verjetno. Mogoče bi mi še pripisali, kakšen imate status. Ker torej, če prav preberem iz tega predloga, ponudniki na področju, pri katerih se bon unovči, so subjekti registrirani v Republiki Sloveniji, vpisani v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES, ki opravljajo dejavnost po SKD-ju, so pa 5510, 5520 in 5530. Zdaj, verjetno imate, ne vem, kakšno šifro dejavnosti imate, tako da mogoče bi jaz to gospo, ki me sprašuje, napotila, na koncu vam bom dala moj mail, pa mi pošljete mail, pa bomo to individualno pogledali, točno zakaj se gre, ker rabim še kakšno informacijo več pri tem odgovoru. To se pravi, PKP3, ali razumem prav, da naj bi delodajalec recimo namenjen plačo dobil povračilo v vrednosti 80%, prispevki so vključeni, pod minimalno plačo pa ne sme iti, ja, tako. 80% od 80% nadomestila, s tem, da smo rekli, da izplačilo ne sme biti nižje, ne, pod minimalno plačo. Bone za nastanitev, če se lahko zavrnejo, to je zdaj malo težko vprašanje, prav čisto tehnično vprašanje. Jaz mislim, da v tem trenutku ideja je bila taka, da bi se ti boni unovčevali preko davčne številke v povezavi z FURS-om. V tem trenutku res ne razpolagam z informacijo, ali se je ta, predvidevam, da bo tudi kakšna aplikacija mogla biti v ozadju, ki bo to povezavo vzpostavila. Tako da to vam res ne znam odgovoriti, pa mogoče lahko mi daste tudi to vprašanje na moj mail, pa bom vam to poskušala malo razvozlati. To so zdaj zadeve v pripravi. Mogoče bo imela celo kakšna od strokovnih branžnih zbornic kakšen odgovor, to so odgovor, tako da lahko to malo še preverim. V tem trenutku pa res nimam odgovora. Ali lahko odredimo čakanje na delo od doma delavcu, ki je 4 ure odsoten zaradi bolniške, dobimo za 4 ure povračilo plače. Če sem prav razumela, govorite govorimo o ta novem ukrepu. Ja, tukaj bi pa mogla prav pogledati v predlog zakonodaje, ker pri prejšnjih je bilo možno
V tem primeru pa tukaj bi jaz predlagala, da pridobim odgovor in vam tudi to posredujem. Mislim, da Zavod za zdravstveno zavarovanje, kot je pripravil za prve 2 paketa ukrepov, vsa pojasnila, bo tudi tokrat verjetno, bomo tudi tle mogli za kakšno pojasnilo še počakati. Tako da dajmo se tako zmeniti, da bom na vsa ta vprašanja, na katera pač v tem trenutku res nimam odgovora, ker so zelo tehnična in specifična, skušali pridobiti od pristojnih inštitucij in bomo poslali ali organizatorju, če pa mi pošljete na moj mail, ki vam bom magari dala zdaj tukaj. Evo tako, tukaj so moji kontakti, pa lahko ta vprašanja mi kar pošljete, pa bomo se poskušali povezati z inštitucijami in pridobiti odgovore, tako da vam potem posredujemo. Dobro, v redu. Aha, tudi gospa za tole dejavnost. Tudi to bomo preverili. Ste pa zapisala, 85 590, tako. To je izobraževanje, to sploh ni, to se pravi, to imate glavno dejavnost. Bomo videli, preverili, kaj v tem primeru in je pa res, da je točno v zakonu opredeljeno, kaj je glavna dejavnost in tako naprej, tako da to bomo preverili. Tako. Zdaj, jaz mislim, da smo nekako poskušali to izčrpati, če je še kakšno vprašanje, tako, na katerega vam v tem trenutku lahko dam odgovor, sem seveda z veseljem na razpolago. Vkolikor pa ne, kot rečeno tukaj na tem zadnjem slajdu so kontakti in mi lahko pošljete vaše vprašanja in seveda na spodtočki se pač potrudimo tudi do zdaj v času teh zakonov, ki so se stalno spreminjali, smo pač sodelovali z vsemi inštitucijami in si potem poskušali pridobiti odgovore. Kakšenkrat vam moram povedati, tudi od njih nismo uspeli dobiti pojasnila, so bila dostikrat tudi spremenjena, tako da na vse to moramo pač biti pripravljeni, ker enostavno nismo torej pričakovali kaj takega in se vsi skupaj lovimo. Je pa v bistvu v teh 2 oziroma 3 mesecih bilo sprejetih, nimam zdaj podatka, ampak res kar veliko zakonodaje, ki se je med sabo kakšenkrat tudi kaj prekrivala, pokrivala, prehodnih določb je bilo ogromno, tako da ja, malo konfuzno stanje. Ja, tako, vidim vas v glavnem, da imate težave, ker se ukvarjate z različnimi drugimi dejavnostmi, obenem imate tudi nastanitve in verjetno ne boste mogli koristiti bonov. Ja, saj po moje, jaz mislim, da so tudi verjetno že, nisem zdaj sicer preverjala, kako so bile kakšne pripombe strani teh stanovskih organizacij, ampak verjamem, da so te organizacije, v katero so določene branže povezujejo, tudi dajale te pripombe. Tako da verjamem, da bo tudi tle ali popravki ali še precej sprememb na tem področju, ker mislim, da če se vi ukvarjate z nastanitvijo, pa če to ni glavna dejavnost, jaz mislim, da če bon, bi praviloma mogel imeti možnost vsak, ki to dejavnost opravlja. Ampak to je zgolj moje mnenje, ki pa seveda glede na zakonodajo ne bo veljalo, če bo tako sprejeto. Tako. Dobro, zdaj je še kakšno vprašanje? Vkolikor ne, bi se jaz na tem mestu vsem skupaj zahvalila za vašo udeležbo na tem webinarju. Kot rečeno, izvesti v tem trenutku webinar tak z konkretnimi, jasnimi informacijami zelo težko, tako da jaz sem se trudila, da nekako sem vam skušala prikazati trenutno situacijo. Absolutno pa, kot rečeno, na voljo za vprašanja in seveda v povezavi z ostalimi inštitucijami, ki so pristojni potem za določene postopke, pa bom te odgovore poskušala poskrbeti, pa vam tudi posredovati. Tako da hvala lepa vsem, želim vam srečno in uspešno tudi naprej in nasvidenje, lep pozdrav in čau vsem.